Dobrodošli na odru, glasbeni platformi, ki podpira kvalitetne glasbenike. Na našem odru se bodo zvrstili bendi, solisti ter drugi izvajalci in dokazali svojo glasbeno moč. Ampak naš oder ni samo prostor za nastopanje. Gostili bomo tudi legende, poznane glasbenike, ki bodo z nami brez filtrov delili svoje bogate glasbene izkušnje. Da, dragi moji, to je oder. In danes je z nami pevka Ana. Zmečkane so slike, na njih tvoj obraz, kot morje obdaleč. Slišim tvoj glas, nebo nosi barve tvojih oči. Sanje so daleč, brez tebe ne spim. Jaz sem tu, kot resnica med ljudmi. Ja, jaz sem tu, še ko misliš, da me ni. Spomni se kdaj name, spomni teh stvari, ki sva jih želela, edino jaz in ti. Spomni se kdaj name, tam na robu sanj, ko noč postane krajša. Bo bolelo manj, bo bolelo manj, bo res bolelo manj. V njej najdi tisto, kar si iskal, pred mano pa skrival, sem sebi lagal. Če bi tekla za tabo, je isto, kot bi lovila oblake, neulovljive stvari. Jaz sem tu, kot resnica med ljudmi. Ja, jaz sem tu, še ko misliš, da me ni. Spomni se kdaj name, spomni teh stvari, ki sva jih želela, edino jaz in ti. Spomni se kdaj name, tam na robu sanj, ko noč postane krajša. Bo bolelo manj, bo bolelo manj, bo res bolelo manj. Spomni se kdaj name, vse, kar sva želela, edino jaz in ti. Spomni se kdaj name, tam na robu sanj, ko noč postane krajša. Bo bolelo manj, bo bolelo manj, bo res bolelo manj. Bo res bolelo manj. Dobrodošla, Ana, dobrodošla, fanta. Ana, oder je bil tvoj. Tole je bilo pa tako dobro, intimno, akustično. Si se dobro počutila na odru zdajle? Pa se mislim, da to se čuti, ko se izvajalec dobro počuti, a ne? Takoj se je čutila, ampak me zanima še tvoje mnenje, nekako, skaj si ti vse čutila, ker videli se je, da si super, da si sproščena takoj uvodoma, ampak me vseeno zanima, se veš, lahko pa da čutiš kaj drugače, ne? Ne, meni je všeč, da se te emocije ponavadi kar prenašajo. Da ko si ti sam sproščen, ko pripoveduješ neko zgodbo, enostavno se mi zdi, da potem takem ljudje to začutijo.
Super, evo, in mi smo začutili in jaz na naš oder vabim še eno umetnico, glasbenico, vsem dobro poznana Katarina Mala. Dobrodošla, Katarina. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi. Katarina, kaj je pa tebe mogoče takole tudi kot glasbenico, profesionalko na tem področju, zdajle od pevke Ane razveselilo, v tebi prebudilo ali pa mogoče kaj tudi presenetilo? Najbolj me je presenetilo to, da sem začutila dosti ene strasti. Ful mi je bilo všeč, res zelo všeč mi je bilo, da je bila prisotna tako telesna neka prezenca, gestikulacija skozi pesem. Se pravi, da nekako besede naslovimo z celotnim gibanjem, z mimiko, seveda, ker samo imeti lep glas ni dovolj, to hočem reči. Treba je začutiti to prezenco, treba je prenesti besede skozi čustva. Drugače ti nihče ne bo verjel, jaz pravim. In tudi Katarina Mala je tvoj lik. Tako. In tudi preko nje smo lahko videli to energijo, drugačnost, avtentičnost, tako kot ti praviš, tudi preko besedil in tvoje glasbe. Kakšen je pa ta tvoj lik bil? Kaj želiš povedati s Katarino Malo? Ja, ko sem jaz ustvarila Katarino Malo, je bilo zelo veliko prisotnih pevk takrat na slovenski glasbeni sceni, ki so hotele samo dokazovati, koliko si lahko odprejo pljuča. Jaz se malo zdaj tukaj hecam. Sprav, kakšen je razpon, koliko je to glasno, koliko je to... Tako malo se je govorilo o tem, da se zelo veliko deremo. In zato smo mi naredili provokativno, ravno obratno, da so bile naše pesmi skoraj nepripovedovane. Tako, recimo, sploh prva pesem Čau, čau, res se mi zdi, da če bi šla danes nazaj v studio, bi to malo bolj intenzivno odpela. Ampak takrat smo priprav, da je še malo manj, še bolj tako, še bolj pripovedno. In mislim, da je to zelo močno delovalo. Se pravi, jaz verjamem v to, da drugačnost je fina, da deluje. In tudi mislim, da če je človek avtentičen in skozi svoj lik pove neko zgodbo, hkrati pa tudi zna dobro pripovedovati ozadje svoje zgodbe, se mi zdi, da to je nekako formula za uspeh. Ana, kako ti gledaš na te stvari, na igro, avtentičnost? Jaz osebno poskušam, kaj se odra tiče, ostati čim bolj to, kar sem, da je to točno to, v čem se jaz dobro počutim, da me res iskreno nič ne more na nek način presenetiti, ker enostavno jaz to tako čutim. In si želim to tudi predati potem ljudem naprej. Tisto zgodbo, tako kot je tudi Katarina rekla. Tisto nekaj. No, pa nas preseneti z naslednjo pesmijo, ki nam jo boš zdajle zapela. Samo za naju dve s Katarino, evo tako. Smo pripravljene, Ja, se veseliva. Super. Izvoli, Ana. Hvala. Stojim na robu, ne čakam več, okrog mene vsega je preveč. Vsi so tukaj, le kje si ti? Iščem te v množici ljudi, pa gledam, kje si, s kom si zdaj, pa sprašujem se, zakaj mi je mar, spoznala sva se tam. Zdaj je to najino nebo, kaj je v nama, kam se to pelje, cel svet le za naju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, a zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa čakaš, kaj je v nama, kam zdaj to pelje, cel svet le za naju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, a zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa brez strahu, zdaj vem, da ob tebi vse lepše je, zvezde zavnajo vso noč, a jaz ne vem, kaj od
odločen kot večkrat prej. Pa gledam, kje si, s kom si zdaj, pa sprašujem se, zakaj mi je mar, spoznala sva se tam. Zdaj je to najino nebo, kaj je v nama, kam se to pelje, cel svet le za mnaju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, a zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa čakaš, kaj je v nama, kam se to pelje, cel svet le za mnaju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, a zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa brez strahu. Zdaj je to, tole nebo, daj povej, kam naprej me spreleti. Ne vem, kdo si, odmel te mi, kaj je v nama, kam se to pelje, cel svet le za mnaju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa čakaš, kaj je v nama, kam se to pelje, cel svet le za mnaju, vrti se hitreje, čas se ustavlja, a zgodba ponavlja. Vse je tu, ti pa brez strahu. Čas ustaviš mi. Odličen nastop, akustično. Zdaj smo te spoznali, ne, da imaš dva fanta za sabo, ki te odlično spremljata. A se v tem dobro počutiš? Seveda, jaz mislim, da se kar vsak, ne? Mislim, da sta fanta odlična, evo, to sta Leo in Nik, tako da sem jima res Živjo. hvaležna, da sta danes tukaj. Super, evo, smo zelo veseli, da sta tukaj, da bosta pospremila Ano. Ana, jaz te pa vabim na pogovor. Mal bomo punce počvekale, ne, Katarina? Dajmo ustvariti Dajmo dežja. mal počvekati med sabo, ne. Mal, evo, izvoli. Zdaj ti dam pa drug mikrofon, ne, navajena si na vse različne mikrofone. šla. Tako, Katarina, ti si tudi navajena na različne Absolutno, mikrofone. Ne. absolutno. Tako, zdaj bomo pa mal poklepetale, ne, punce, o avtentičnosti, o drugačnosti. Katarina, zakaj sem prej vprašala Ano, kako se pa ti res v sebi počutiš? Ja. Ker je razlika, ne? Včasih je lahko tudi igra, kar se tega tiče, ne? Absolutno. Ja, zelo velike igre. Mislim, da je recimo pri najbolj znanih, svetovno znanih pevcih in pevkah prišlo do trenutkov, ko je oder seveda privabil ven tisto vlogo, ker mi vstopimo, ko gremo na oder, vstopimo v vlogo. A ne? Ker Ana je sicer pevka, ampak ona zdaj ne zbudi se zjutraj kot pevka, ampak se zbudi kot hčerka, kot mogoče študentka, kot mogoče partnerka, mogoče včasih sive volje, včasih zelene volje. Ne? Tako, ko stopimo na oder, ne glede na to, kaj se nam dogaja, moramo vstopiti v vlogo in moramo dati od sebe maksimum. Ni pa nujno, da navznoter dejansko takrat čutimo ta. Jaz sem, najbolj mi je to, sem doživela pri dokumentarcih od Amy Winehouse pa Whitney Houston, ne. Sprav, koliko enega trpljenja v ozadju, koliko solz med pauzami, pri preoblikah v druge kostume, hkrati pa neverjetna odrska prezenca. Ne. Izjemno. Kaj ti praviš na to, Ana? Kako pa ti sebe želiš, da te ljudje vidijo? A boš se čisto odprla do zadnje potankosti, zadnje nitke? Ali sama veš, že zdaj, na samem začetku, čeprav že poješ, kar dolgo, ne, ustvarjaš, ampak normalno, mlada si, želiš si še več, kar je čisto logično, ne, Jasno, Katarina, jasno. tako. Tako bi si ti želela odpreti dušo, srce, sebe. Jaz mislim, da tisto iskrenost, tako kot sem že prej omenila, da to se čuti. Jaz res gledam iz tega vidika, da vse je jasno, da je prezenca, da če nimaš nekih izkušenj na odru, enostavno pač ne gre brez tega. Če želiš, da je, ne vem, določen koncert na nivoju, na takšen, kot pač mora biti. Ampak zdi se mi pa, da vsi ti izvajalci pa dajo sebe.
da dajo tisto svojo nekaj, tisto avtentičnost, tisti pač občutek, ki ga imajo za glasbo, ker na koncu koncev, če jih to ne bi veselilo, ne bi tega delali. Torej je igra zelo pomembna, ko stopiš na oder. Pri meni, moja osebna izkušnja, jaz poskušam sebe v bistvu dati kot takšno, kot sem. To sem jaz, ne skrivam neki ful in enostavno to je moj način. Trudim se na takšen način, ampak je pa res, da itak show business je pač takšen, kot je. Ne? Ja, show must go on, tako? Nekateri ljudje pač igrajo določene vloge. Ne? Tako je. V redu, ti si se odločila, da boš iskrena, takšna, kot si, pokažeš pravo Ano in to je to super, fair play. Katarina, kako pa majčkeno le ti kot strokovnjakinja vidiš to igro? Je to breme, je to izziv? Ne, Kako pa ti absolutno ne. gledaš na Jaz to? se pravi, eno je, najhujše breme je, kadar mi stopimo na oder in se ne počutimo dobro, ko stopimo na oder. In hkrati moramo zdaj odigrati, da smo dobri, na noter pa nismo dobri. To je res naporno. Ne? To izčrpava vsakega človeka. Temu se reče tudi odrski fitness, ko ljudje pač enostavno ne zmorejo, sicer naredijo tisti maksimum, ampak se vidi, da nekaj ni pristno, da ni neke prezence, da je tudi fizično prisotna neka utrujenost. To se tudi vidi recimo zdaj mogoče, kaj bi rekla, včasih gledamo politike ali pa včasih gledamo kakšne intervjuje. Enostavno ljudje nimajo tega fitnessa, se pravi, so utrujeni in ne znajo stisniti še zadnjega atoma energije iz sebe. Tako da tukaj to je najbolj naporno. Kadar trpiš, kadar je nekaj narobe, kadar so težave prisotne, ampak ti pa moraš, ne, ta show must go on. Ne? Tako kot recimo Elvis Presley. Ne? On je pač na nek način zelo, zelo trpel, hkrati prenašal na oder tisto nujno potrebno prezenco, ampak ko nekdo razpada, smo spremljali, kako je ta človek razpadel. No, jaz ne, mislim, nismo tukaj stari, ampak kakorkoli. Tako da jaz bi tukaj rekla, osnovno pravilo je, da si ti okej. In da, ko stopiš v vlogo, da v tej vlogi noro uživaš. Jaz bom dala en primer. Jaz sem najraje na svojih koncertih komunicirala z občinstvom. Se pravi, meni je ta del, ta komunikacija, to med komadi, ali pa to, ko so imeli fantje solaže, pa da sem jaz pol umešla kar dol malo med ljudi. In si se sprostila na ta način, ne? Ja, ampak to, da sem jih aktivirala. Meni je bil to vedno izziv, da recimo preoske so mi kavbojke, je bilo, da sem vedno razdelila dvorano na pol, pa vidite, preoske so mi kavbojke, drugi so mogli tuliti aua, ker je bil pač tak referen. Preoske so mi kavbojke, aua in tako naprej. In to je bilo valjda noro smešno, da smo pol skupaj z bendom to ustvarjali in tako se je cela dvorana aktivirala. Vedno. Super. Meni je bilo noro pomembno, ful sem imela oster vid, kar se tiče ljudi, ki so se odklopili. Se pravi, to tudi danes kot strokovnjakinja za eno nastopanje vidim, če gre ljudi na telefone, če pač zabluzijo. Zato jaz vedno pravim, prezenca na odru mora biti 100% in to je ta govorniški oziroma odrski fitness, ki moraš ti od začetka do konca zdržati to. In tukaj je odrsko življenje naporno. Res je. Ti si že to tudi doživela, ne, Ana? Ti si dala že kar par takih šovov tudi za sabo, ne, enega zelo pomembenega, ne, v Sloveniji, tam si se pokazala. Veš, kako je, ko stopiš na veliki oder, ne. Kje pa se vidi ta tvoja avtentičnost? S čim pokažeš svojo avtentičnost? S tem, da neke določene, pač, kaj se tiče prezence na odru, neke določene kretnje, pač, to so moje, to so meni domače in tako kot je tudi Katarina rekla, enostavno se moraš počutiti okej, ko si na odru. Pa tudi po drugi strani pa jaz to gledam tako, to je vse del življenja. Če se jaz pač ne počutim, kdaj je okej, v redu. In tako moraš iti naprej, delaš naprej, se trudiš in enako je meni na odru. Pač enostavno preguraš tiste trenutke, včasih so to lahko najlepši trenutki tvojega življenja, včasih pa pač enostavno si utrujen, karkoli in nisi ta pravi, ampak to si vseeno ti. Ne? Pa je kdaj fino reči tudi ne bom. Ja, mislim, je možno reči, ampak v show biznisu težko reči. Težko, ne? Zelo težko. In spet smo pri igri, ne? Ja, seveda, ne. Težko je reči, ne, sploh če so kakšne, mislim, valjda, sploh v Sloveniji, ne, niso vsi koncerti fajn, niso vsi koncerti, da imajo fajn občinstvo, mislim, včasih se tega neka družba napije, tako da ne veš, kaj bi, včasih so stvari bolje plačane, slabše plačane, včasih so tudi
ne vem, placi sami, odri sami, primerni, neprimerni, odvisno je tudi, kako se bend počuti s teboj. To vse zelo kreira tisto občutek, finalni občutek. Ne, mene je najbolj zmotilo v Sloveniji vedno, seveda, fajn koncerti na odprtem, tretji, ampak zelo redko neka lepa garderoba, prostor zame, da se upojem, da se namažem, razni klubi, bari, lokali. To pač tako, mi samo nekih umazanih osnovnih pogojev. Ja, zelo redki so tisti lokali, ki dajo glasbeniku prednost. Ne obiskovalcev, ampak res glasbenika postrežejo, tretirajo kot neki pomemben del. Ne? Ker na koncu mi kreiramo tudi to vzdušje v samem placu, ne? Na odru. Kjerkoli že smo, ni važen. To je vadenci, si v baru, si v velikem, majhnem, ni pomembno to. Ne? To. Ana, kakšni pogoji pa za tebe bi bili idealni? Takole, kako se ti pripravljaš na nastop? V bistvu ponavadi, ko imam nastope, imam cel dan neko rutino, zbudim se začnem pevati, da si z glavo tam, kjer moraš biti. Pol te itak čaka pot, če greš pač nekam tak, ne? Se pač odpelješ z avtom. Pa ponavadi itak tonska, enostavno, potem se začneš malo urejati. Jaz si rada make-up naredim preden, da gremo do doma, ne vem zakaj. Okay. To je meni pač da se dobro počutim. Pa ponavadi grem kar v trenerki na tonsko, to mi je najbolj udobno. Pa pač da potem uredimo vse stvari, ki jih je pač treba urediti, pa pač gremo. Pa nastop, pa pač polno ljudi in ti je fajn. Za obedve kratko vprašanje, Jane, festivalski nastop ali klubski? To je pa ne fair. To je pa zelo ne fair vprašanje. Ampak moraš se odločiti. Mislim, res iskreno, to je težko in bom šla na klubski, zato ker mi je ta stik z množico meni veliko boljši, kot zdaj da ta timing kamere, ampak ja, festivali so nekaj posebnega, ne morem reči, da niso. Jasna stvar. In ti si doživela velikega, ne, odrsko, slovensko popevko. Jaz sem na večjih slovenskih popevkah, na Melodijah morja in sonca tudi. In zelo različni settingi, eno je bilo v operi, nekaj je bilo, odvisno, koliko imajo tudi budžeta, nekaj je bilo v Križankah, fenomenalno, samo da smo imeli tak mraz, da smo mislili, da bomo vsi zmrznali kot kure. Ja, veš, naporno, takrat sem bila že nosečka, pa noben še ni vedel, tako da sem bila še s tistimi slabostmi. Ja, zelo zanimivi settingi, ampak še vedno bi rekla, stik z množico, ko ljudje pridejo res zaradi tebe, pretehta malček, pretehta. Kaj je vse to v ozadju, pa niti ne vidimo, ne? Absolutno, Vse neverjetno. igra, ne? Vse je lepo in prav, ker pač tako more biti, ne? Ja, pri festivalih moraš vedeti, da gre ogromno ur. V tisto tvojo 3-minutno ali 4-minutno pesem gre ure, vaj priprav in vsega ostalega. Ana, kako pa ti to gledaš? Festival? Čakaj, ti si bila na Slovenija ima talent. Tako. Imaš željo na kak festival iti, če bo možnost v Sloveniji v prihodnje? Nastopila sem tudi na EMI lani, 2025. Odlično, Pa iskreno, meni so festivali fenomenalni, ampak iz tega vidika, ker te ure in ure priprav, meni je ta del najbolj zabaven. Tam, ko se družiš z vsemi ljudmi, ko nekako spoznavaš neke nove obraze, tudi iz recimo glasbenega sveta, ki jih še prej pač nisi poznal. Recimo, meni je to čar teh festivalov. Tudi če pač, dobro, ne zmagaš, meni je všeč tisto hkrati druženje, pa hkrati, da pač se naučiš obdržati koncentracijo na mestu, ki jo pač rabiš. Čeprav se mogoče nekomu ne zdi, 4-minutni nastop terja kar dosti koncentracije, sploh če plešeš zraven in v tebe svetijo tak luči, ki so res vroče. Res je, res. Katarina, pri samem nastopu, kaj ti prvo vidiš in začutiš? Je pomembna vsebina, zgodba ali da je vse točno odpeto? Ali tudi kdaj, če ni vse točno odpeto, da gre kaj fovš, da gre mimo kje, pa vidiš, da je energija tista ta prava. Kaj tebe? Ja, jaz imam drugačen slogan za svoje delo, da se ti bodo ljudje veliko bolj zapomnili po energiji, kot po tvojih besedah. To je zdaj iz vidika javnega nastopanja, iz vidika glasbe, odštekanost, nekaj posebnega, stik z občinstvom, to naredi specialnost. Se pravi, če je nekdo samo popolna fasada, popoln glas, neka pozicija, pa nobenega stika, gre to mimo. Enako mislim. Zelo. Se ga niti ne zapomniš. Ja, mislim, to gre mimo. Zato, ker mi
že samo kot Slovenci imamo ogromno glasbenikov, smo zelo glasbeno naravnan narod, že samo to, da imamo pevske zbore v vsaki vasi, a ne, pove veliko o nas, da ne govorimo o folklori. Mislim, te stvari še zelo avtentično živijo, so zelo prisotne. Hkrati pa tudi recimo v svetovnem merilu bi rekla, da tisto, kar pride ven, kar preseže vse ostale, je nekaj posebnega. Ne? Poglej, Ed Sheeran je popolnoma tako nek ginger guy, veš, tako nek tak piflarski, nerdovski tip, ki je pač genij. Ki je genij. Genij. Tako, ne. Enako tako, naprimer, Dua Lipa in podobne, ne. Izjemen uspeh, pa imaš pa te, Lily Allen pa take posebne, ali pa te z raznimi hripavimi glaski, ki pride pa čist nič, veš, ni tiste neke perfekcije, ampak je sam neka prezenca. Tako, ta energija. Meni je to zelo všeč. Ja, ti verjamem in tudi jaz si taga pevca, ne, nastopajočega, to je performer. Ja, performer, ja. Tako, to je tisto pravo, ki ima energijo, ne. Pa tako, kot si ti, Katarina, rekla, stopiš na oder in ko vzpostaviš stik s publiko, ko jih pozdraviš, že to je tisto prvo, ne? To je ta prvi catch. In Ana, ti si tudi performerka, ne? Ti si ta, ti imaš energijo, Katarina, je to, ne? Začutimo to, absolutno. Mislim, iz tega vidika res se trudim, pa tudi tako smo se pogovarjali, Ed Sheeran primer. Jaz mislim, da tukaj, za moje pojme, ne naredi tisto, kaj ljudje vidijo, ampak pač on enostavno kot tista karizma, tista pojava, tudi, mislim, genij na koncu koncev, ampak bila sem na njegovem koncertu v Zagrebu 2 leti nazaj, eno leto, 2, mislim da, in pač meni je bilo samo vzdušje všeč, ker on nič ni imel na odru, da bi zdaj naredilo nek wow efekt, pa neki dobro so bili ognjemeti, pa to, ampak on je bil sam na odru, tisti 360 oder in to je to. In kaj naredi, ne? On, kitara, to je pa tako, kot si ti rekla, ne? To je pa tisti surov talent, ki ga pa pokažem, pa on si upa, ker on je ta pravi talent, ne? Pustimo zdaj, kako izgleda, ne? S tem te premami. To je to. To ima Ed Sheeran. Ja, dobro, ti imaš kaj drugega, nekdo drug spet, ne? Je tisti X-faktor je pomemben pri samem nastopu, ne? Bi pa še to rekla malo v zagovor, pa fanta, da ne bosta kaj zamerila, ampak v zagovor nam puncam, me imamo mnogo težje delo. Ed Sheeran lahko pride gor s supergami, strgano majico, strganimi kavbojkami in pa tisto svojo kitaro, brez make-upa, brez urejenih las, no, mogoče si doma v gelčka gor. To je pa to. Me punce, o moj bog, kaj je to enih priprav? Poglej, kako smo se danes uredili. Že samo to, recimo, ne? Kaj vse je pomembno? Poglej. Ura in pol. Ja, definitivno. In potem je včasih še tako, da če so kakšne bolj zahtevni kostumografski prijemi, lase, tretje. Mislim, to je res, res ogromno. Pa se vedno rabiš celo ekipo. V bistvu sploh ti festivali ali pa kaj takega, pač potrebuješ ekipo zadaj, ki ti nekdo da ti dela frizuro, torej frizerja, make-up artista, potem osebo, ki vodi celoten nastop, celotno ekipo. A veš, kako bi bilo to fajn, ne, če bi to vsak imel. Naprimer, ne moreš, za vse moraš biti sam, ne? Sploh na začetku, ne? Tako kot si ti prej rekla, tvoja zgodba je bila tudi taka, da si mogla poiskati PR pravi, poiskati ljudi okrog sebe, pravega besedilopisca, avtorja pesmi in vse, ne? Se pravi, to gre veliko denarja, ne? Tudi, ne? Ja, mislim, to so finančni vložki so. Dejstvo pa je, da... Okej, zdaj, jaz nočem biti preveč negativna. Dejstvo je, da z glasbo prav noro dobro v Sloveniji se ne da živeti. Dobro, realno povemo. Zelo veliki so tudi te pritiski na družinsko, zasebno življenje, sploh pri puncah, ne, se vidiš, to je, koliko imamo mi moški, ki seveda lahko furajo celo kariero od začetka do konca in koliko ženski morajo vmes prekiniti, ne, ali pa imamo tudi zgodbe, ne bom nič poimensko, kjer so otroci se rodili, ampak so ti otroci bili brez mame na nek način, ne, so vzgajali babice in tako naprej. In to so hudi, kako bi temu rekla, žrtve, no? To so svetovno znane tudi zgodbe, ne vemo od velikih, ne, pevcev, igralcev, ne, Whitney Houston, Elvis Presley, kje so otroci potem na koncu, ne, pristali. Žalostne zgodbe, ne. Ampak ja, tako kot si rekla, ne, realnost, to je realnost. In ti, Katarina, si zdaj mečken se kot Katarina mala, mečken si se potegnila nazaj, ne? Ja, ne, urang. Tako.
Kaj je točno bil razlog? Mogoče to družinsko življenje, ne vem, Ja, povej. botrovalo je tej odločitvi definitivno, da je bil moj otrok kar naenkrat star 2 leti, 2,5. Ko sem jaz prišla iz Celjskega enega koncerta domov ob 3, otrok se je zbudil ob 6 in mi vas bila sama doma, ker moj partner je Britanc. In takrat sem jaz rekla, a zdaj boš pa takale mama ali kaj, neprespana. Ne? In je bilo treba sprejeti neko vrsto odločitev, da jaz kot entertainer zabavam ljudi v prostem času. To pa pomeni, da v mojem prostem času mene ni doma. A ne? In zelo hitro ugotoviš, da otroci, ki grejo, seveda, moj otrok je še pol pri 3 tudi v neko varstvo, potem so šole. Se pravi, ko ti greš od doma na svoj koncert, otrok pride domov. Tudi tukaj je treba sprejeti to odločitev. In marsikaj žrtvovati. Marsikaj je treba žrtvovati. Ja. Ampak fora je v tem, da jaz sem se tako odločila, seveda se ima vsaka ženska, vsaka pevka pravico odločiti drugače. Jaz sem se pa tako odločila, zato ker sem vedela, da znam še kaj drugega v življenju početi. Super. A ne? Ja. In sem si dala tudi to moč, da rečem, komot grem dol. Ne, da je to tisto, pa me bodo pa ljudje pozabili, pa ne vem kaj. Nisem se s tem obremenjevala. Tukaj moraš pa za tako odločitev moraš pa zelo trdno stati. Ne? To je samo prednost, Katarina, ker imaš še talente, lahko rečem druge, ali so to retorične, govorne, ne? Ja, treba se potem lotiti malo drugih stvari poslovno. Recimo Natalija Ferboten, ko smo se pogovarjali, je prav tako šla na dolg porodniški dopust, na dolgo materinsko neko pauzo in je ravno tako zdaj nazaj prišla in Vse normalno, ja. Vse normalno. Ne? In vmes je prav tako delala druge stvari, pomagala pri podjetju svojega moža. Skratka, to je pa tako, če si pa samo talent za petje in samo od tega želiš živeti, je pa lahko potem to, kar se dogaja tudi trenutno. Moj bog, res nočem biti morbidna pa negativna, ampak pač tako je, to je realno, tako. Da pa potem nastopaš zelo veliko na privatnih zabavah, na rojstnodnevnih zadevah. Zdaj pa, a to zelo fino, ne, ves ta trud, avtorske pesmi, ono tretje, to je pa odločitev vsakega posameznika. Ampak kako je to fajn od človeka, ki ima toliko let za sabo, ne, glasbene, pa nasploh biznis scene, ne, kako je to fajn slišati, Ana, ti si mlada, ti si na začetku svoje glasbene poti, kako pa ti na to vse skupaj gledaš? Pa ni želela biti preveč Ne, absolutno ne. Mislim, to so realne stvari, čisto tako, to je pač tako v življenju. Brez nekih... Včasih je pač treba riskirati neke stvari oziroma pač vsak naredi po svoje. Zdaj, to so prioritete, na kak način si jih pač v bistvu človek postavi in to je v bistvu del življenja na koncu koncev. Jaz moram priznati, da tako daleč nisem razmišljala, ampak sem se odločila, da se bom soočala s temi stvarmi, ko bo čas za to. Super, odličen odgovor. Ona je že kar dozrela, ne? Ve točno, kaj želi in prav je to. Gremo kar na naslednji nastop. Malo smo počvekali, kar malo daljši pogovor, ampak nam ni to problem, ne, punce? Tako da, Ana, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Super. Ne dela. Ne, jaz ne vidim. Ti tudi nam, ne slišiš. Ne, kaj je fora? Pa res, što ne dela? Hvala. Hvala. A je bil gumbek? Čakal je ta obraz, mrvinci ves ta čas mi polzijo čez telo. Utapljam se in vem, v besedah je problem, vedno prazne, prazne so. Obljube, pravljice in roza mavrice, samo roki, ki letijo čez nebo. Vse te zgodbe so zaman, to bi bil popoln dan, če bi le verjela. Vse te zgodbe so zaman in kar odpeli drugam, niso več to,
s teboj. Si knjiga brez platnic, te berem kar iz lic, tvoje paterno drhti. Wow, zakaj ti jasno ni, da ne rabim teh stvari, tvoj pogled bi bil dovolj. Obljube pravnice in roza mavrice, samo rogi, ki letijo čez nebo. Vse te zgodbe so zaman, to bi bil popoln dan, če bi le verjela. Vse te zgodbe so zaman in kar odpelji drugam. Niso več to, kar sem bila s teboj. So zaman, kar odveli drugam. Niso več to, naj povem, ni poti več nazaj in vse zgorelo zdaj je tu. Wow, je tu. Brez tebe nikdar več kot v snu se zbudim, tisto, kar nekoč bilo je. Wow, končano je. Vse te zgodbe so zaman, to bi bil popoln dan, če bi le verjela. Vse te zgodbe so zaman in kar odveli drugam. Niso več to, kar sem bila s teboj. Tole pa lahko tudi zaploskamo. Absolutno. Hvala. Energija, ne? Tudi ti si imela svoj trio, Katarina. Ja, ne sam trio. Nas je bilo včasih 3, 4, 5, odvisno. Ja, različne te band postavke, misliš to? Ja, tako. To je tako, vse to po mojem Ana zelo dobro ve. Včasih prideš sam s kitaristom, včasih prideš na matrico, včasih se pa ne vem, 6, 7. Pa kaj je vama ljubše? Nastopa pa od priložnosti. Ja, po priložnostih, Ne, tako. najljubše je meni bilo vedno z bandom. Ne, nista. Live. Ja, live, vedno live. Pa je vedno vse tip-top. Ne rabi biti vse tip-top. Ravno to Zakaj? je fora. Zato, ker z live, a veš, je res fajn, ko se ti z muzičarji zmeniš, da ima kdo nek instrumental in potem, ko pride do teh improvizacij, meni je to nekaj najlepšega, da se včasih to razvije pol še v neko sodelovanje z množico, karkoli. Ker danes sodobne produkcije zelo delajo na tem, da mora biti vse na sekunde, vse je že v služkah, kompjuter, matrice dodane, ta elektronski del. No, absolutno je meni bolj pristno, kadar je živo, live in se lahko tudi tukaj razvije neka zgodba z, se pravi, frontmanom oziroma tokrat Ano, ne, in potem ostalimi člani. Ja, dosti laže je, sploh, Ja. ne vem. Pa tudi čuti se, če je med bandom, med člani v bistvu ful dobra energija. Da če tako to s tem furaš to dalje vse skupaj, se mi zdi, da pol z občinstvom komunicirati sploh ni problem. Torej ste punci bolj analogni. Ne? Torej, vama je všeč ta stil, live, akustika, akustična kitara, klaviature. Kako pa gledate na mogoče računalniško obdelavo, tako kot si rekla Katarina, pri novodobnih pristopih glasbenih? Kako pa na to gledate? Naprimer, Ana, povej. Ja, to pač obstaja, načeloma, to je vse v bistvu, da bi olajšalo delo nam kot takim, da v bistvu ti se ne rabiš toliko obremenjevati, mogoče s tistim, da točno poješ, ampak res tisti občutek, da lahko daš not. Če je pa slučajno kje, da je šlo kaj res mim, pa pač lahko se malo popravi. Na, seveda, studijskem posnetku, recimo, če snemaš nov komad, pa se pač tam popravi. Če pa gledam v živo, sem se pa vedno zmotila, če sem morala, to sem mogla 2-krat, 3-krat v življenju na playback pet. Na playback sem se zmotila, v živo pa ne. Katarina, kako ti na to gledaš? Je to plus, da lahko tudi malo se popravi, ne? Vendarle na koncu? Mislim, dobro, zdaj, eno je studijsko snemanje, ki se more popraviti. To je vedno, mislim, to je zdaj že dolga časa, že poznamo ta orodja. Ena najbolj znanih pevk, ki skozi pravijo, da se je ful popravljala Lana Del Rey, recimo, da je blazno fušala. Ampak okej, pač vse je svetovno znana zvezda, vse ima hud glas, vse ima neko
ful dobro zgodbo s svojimi komadi. Bolj govorimo o tem, zdaj gre za live koncerte, ki zvenijo isto kot pač posneto. In zdaj nažalost je tudi tako, da mlado občinstvo to tudi pričakuje, da se pričakuje, da je produkcija takšna, kot je produkcija pesmi, da je tudi v živo. To pa zdaj ne gre drugače, zato ker elektronski zvoki morajo bolj biti tudi elektronsko predvajani. In recimo, moj sin je velik fan Imagine Dragons in sem ga peljala lansko leto na velik stadionski koncert za rojstni dan v Padovo. In a veš, oni so trije, imajo sicer še enega ekstra bobnarja, pa to je vse na matrice. In nažalost, te improvizacije, da bi mi lahko ful neki z njim pel, ni bilo. Je bilo timing, je bil pač 50 sekund. Na Rolling Stonesih ali pa na John Bon Joviju smo vsi zraven peli. In oni so malo zabluzili. In na Guns N' Roses, ko sem bila, je Slash zabluzil s tistimi solažami. Top. Meni je to pač jedno top. Zato, ker vidim, da muzičar res, wow, to je live. Ne? Meni najljubša stvar je jam session. Ja. To recimo, ko se v bistvu grupa glasbenikov najde skupaj, pa pač tam na tistem mestu en komad, pol pa malo solira, en vmes pa drug. Meni je to najboljša stvar možno. Se pravi improvizacija, jazz. Ja. Zdaj sem se spomnila na pev Korej. Če poznate, ne? Where is my husband? To, ne? Ta čista nova in to. Koliko problemov je ona imela prej svojo prvo založbo, ker ji niso dovolili, da bi zadihala v tem, v čemer ona je najboljša, v improvizaciji, v kraskih in podobno. Danes so ravno te koncerti eni izmed najbolj prodajnih na svetu. To je pa noro, ne? To je pa tudi ena zelo taka zgodba. Dejansko svoj stil prodaja točno tisto, kar želi, pa je včasih tudi kombinirala z različnimi DJ-ji, ne? Kako pa ti na to gledaš? Ali je to mogla biti fejs uporna, ali noro, ne, kakšen uspeh. Te zgodbe so ali je le tujina to, ne? Ja, le v tujini je tako, da si eden izmed 100 tisočih, a veš, in tam je zdaj tudi, a veš, imaš zgodbo Britney Spears, ki je iz Walt Disneyja prišla, ki so vse narejen, ki je vse sproduciran, ki je vse pripravljen, vsak klasek, tako kot si oni želijo, pa imaš pa to valjda uporništvo. Amy Winehouse, čista upornica. Čista. Zas, tudi ona pač ta svoj, sicer so jo izdelali po kockali, nekako dali v nek okvir, ampak še vedno to so, in lej, viš kaj, poslušalce nas je pa itak tudi dosti, da se malo razdelimo, eni rajš tako, eni malo drugač. Drugi malo drugač, ne, za vsak okus nekaj, ne. Zdaj pa, ko smo ravno pri, ne, ko si omenila, kako so jih zrihtali, uredili, ne, ene tako, druge malo drugač. Ana, me pa tudi zanima, koliko je pa tebi scenski nastop pomemben in tvoj izgled? Meni zelo. Pač do te mere, da se jaz pač dobro počutim. Do te mere, da sem samozavestna v svoji koži. Vse sem jaz lahko v vsakem primeru samozavestna, tudi ko sem, ne vem, mogoče tudi scensko, pa če gledam, kako sem oblečena, tudi doma v figi sem lahko samozavestna. Ampak govorim o tistem, kar jaz želim predstaviti, kako želim predstaviti samo sebe. In več enostavno se moraš dobro počutiti, ker če se ne, se to čuti. Ne? To, kar smo se prej na začetku pogovarjali, to se vse vidi, če ti nisi okej, če ti nekaj ne ustreza. Zato recimo meni je bilo, tako kot smo tudi snimali oddajo Ema, mi je bilo v bistvu zelo pomembno, da sem imela za sabo res to ekipo, ki smo vsi delali na tem, da se dobro počutimo. Torej jaz, torej moja stilistka in vizažistka in tudi frizer, da se jaz dobro počutim. Ok, kaj misliš, kako bi, ne tisto kot nek produkt nečesa, ampak res, a se ti dobro počutiš, da si to ti in da se v tem najdeš. Ne? To je to. Kaj praviš ti, Katarina? Izgled ali vsebina? Ne, le, vsebina mora biti. Brez vsebine, ta celofan, pa rdeča pentlja, pa če noter je prazno, se bo to sesula. Ampak ta scenski del je noro pomemben, koliko je res važno, da se ti dobro počutiš v tem. A veš, zdaj, tudi če si najbolj odštekan, tudi če si na pol gol, tudi če si ne vem kako zabarikadirano, ne vem kaj, ta del je nujno. Ključno je, da se dobro počutiš. Je pa tako, določeni kostumi, spet, če grem na svetovno znane zvezde, so mučni, mukotrpni. To je pa ta performance. To je pa performance. Ja. Pa tudi na koncu ljudje smo v bistvu zelo vizualna bitja. Kaj vidimo? Prej gledamo, kot pa poslušamo. Ne? In to je tudi, se mi zdi, na psihološki ravni, mogoče kaj se samega človeka tiče, zelo pomembno na nek način. Ne? Ja. In naredi zdaj še ti šov za nas, Ana, predvsem za naju, s Katarino, pa za gledalce. In za gledalce. Izvoli, oder je tvoj. Hvala.
Rad mi poljubi, mi pokrij me, v sebi bom čutila tvoj utrip srca. Vedno bom želela srečo za oba. Nocoj ti rišem sanje takšne, kot želiš. In pazi name, da me ne spustiš. V dihu te mladosti mi luna šepeta, ko si je dol na zemljo, le za naju dva. Glej, utrinki padajo z neba, ko sanje oživijo, ko čisto v tebi lahko zaspim. Me tvoje roke prebudijo, poljubiš me na svoj način, ko sanje oživijo. Se s tabo v noči lahko zgubim, samo ti znaš to čarovnijo. Da budno sanjam, s teboj letim, s teboj letim. Oh, oh, oh. Nariši moja jutra, pobarvaj mi noči, bodi vedno moj, srce ti govori. Ti nisi kakor drugi, ti nisi kot vsi. Ti vidiš me v temi, ti bereš iz oči. Mi bereš iz oči, ko sanje oživijo, ko čisto v tebi lahko zaspim. Tam tvoje roke prebudijo, poljubiš me na svoj način, ko sanje oživijo. Se s tabo v noči lahko zgubim, samo ti znaš to čarovnijo. Da budno sanjam, s teboj letim, s teboj letim. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Punci, vse smo že obdelale, od stylingov do avtentičnosti, hibridnosti, vse. Zdaj me pa zanima eno. Kaj je tvoj cilj v prihodnje, Ana? Kje te bomo lahko videli? Ne rabiš o datumih, ne? Kje se ti vidiš, na kakšnih odrih in kaj so tvoje sanje? Dobro, ne boš zdaj vse povedala, ampak malo pa nam lahko zaupaš. Jaz sem ugotovila, da so meni všeč veliki odri. Zdaj, nek cilj to zagotovo je, ker pač moraš imeti visoke cilje, ne? Ker večja je množica, ljubše mi je. Evo, ko sem imela priložnost nastopati z Janom Plestenjakom v Stožicah, sem ugotovila, da ko sem videla vso to množico, je trema izpuhtela. Je ni bilo več. Ker tisti občutek, ko vidiš ljudi tam, ko so na tistem koncertu, in enostavno to me je tako očaralo, da čim večji je oder, boljše bo. To je pa dobra iztočnica, Katarina, ne? Imamo dekle, ki vidi toliko glavo, množico, ne, ljudi in njej kar nič ni, njo to sprosti. Super, kaj super. pa to mal? Ne, to je super. Mislim, Stožici so itak en super plac, ravno to, ker čutiš prezenca ljudi, ker to je pač, te objame te občinstvo, veš. In jaz sem imela to dobro izkušnjo z Ladom Bizovičarjem v Stožicah, na njegovem šovu, kjer je bilo ravno to, ne, cela priprava na to z glasbeniki, ure in ure žura v zadnji v zaodrju. Ampak ja, Stožice so prijazne, ker so ljudje, ki pridejo na te dogodke, prijazni, ja, veš. Na koncu kupijo karto, so tam z nekim razlogom, da te podprejo. Tako da to je fajn izkušnja. Kje pa lahko bomo tebe kaj videli v prihodnje? Boš prišla še k nam nazaj kot Katarina Mala s kakšno čau. Ja, nekaj imam v paci, jaz temu rečem, a veš, koliko možda olje, kakšno meso ali pa nekaj. Rečem rada, da imam en fajn komad tudi v paci zdajle, ampak iskreno povedano noro uživam, da pomagam ljudem stopati na oder, da pomagam ljudem pri tremi, pri javnem nastopanju, pri komunikaciji in zdaj res se ta kepa snežna se je zelo zavrtela
v tem smislu. Pa lahko zdaj slišimo čau, 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 čau. Lahko čau, 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 čau. Ne Boš me zapeljal, ne boš me zapeljal. Bravo, to, evo, na našem odru je zapela svoj top komad, tudi Katarina A ni Mala. znucana ti bolj všeč? Tok sem znucana. Ne, pucala. A si no, evo. Ampak je ostal v glavi, ne? Je nek catch, ne? Je trik, to. To si moraš upati pet. To si moraš upati pet, ja, ali pa pretesne kavbojke. Si Ja. upala to? Mislim, Ja, ti si ja, si ja. upala, ne? Meni iskreno carski komad je tudi kreditno sposoben. Ja, In kreditno kreditno sposobna. Meni se Še to. meša, ko imam to Full cash. To. A bi ti rada, Ana, v prihodnje imela en tak catchy komad, besedilo, vibe, groove? Pa ja, bomo videli, kaj prihodnost prinese. Malo bomo eksperimentirali, pa videli, kaj se zgodi. Super, odlično. Super, važno, da uživaš, Ana. To je Samo to. da uživaš Ja. in čudovita si na odru. Hvala, ker ste danes vsi trije prišli. Ne? Odlična, tudi Fantje, fanta, evo, z super, odliko. super. Ja, tako, Bravo. perfektno. Eno pesem bomo še v tebe zdaj na koncu slišali, ampak se zahvaljujem tudi Katarini, da je Hvala. prišla. Hvala. Super smo malo pokomentirali, malo Smo. ne. Malo smo kritizirali, Tako, malo smo komentirali. ampak smo bile realne, ne? Ne, zelo, zelo. Tako, Ja. tako smo povedali, kot je. S Ne? spoštovanjem. Spoštovanjem. Temu se reče Z nasmehom. Ja, tako. Tako. Hvala, Katarina. Mi te pričakujemo z novimi komadi. In Hvala še za s kakim vzpodbudo. top hitom. Ne? Ja. Tako. Pa bomo še kakšno rekle. Ne? Tako, super. Hvala tebi, Ana. Hvala, fanta. Zdaj pa še zadnja pesem. Izvoli, Ana. Najlepša hvala za povabilo. Res sem se imela super, da smo se tako lepo podružile. Pa evo, zadnja pesem pa še čau. Ti bi, da bi tvoja bila, z drugimi te delila, ampak tako se igrati ne da. Igre se pa, smejal si se, kakor Joker, in verjel, da padla bo še ena. Zdaj pa vse narobe ti gre, lotil si se Batmana. Na izi s tole dramo, laganje ti umaže karmo. Lepo kliči mamo, za jokat boš rabil ramo. Zdaj novo zgodbo pišem, poglavje najno brišem, brez tebe se dvigujem više. In zato ti pravim čau, 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 čau. Konec je in vozi čau, 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 čau. Čau, 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 rio, čau, 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 čau. Še pomaham ti in čau, 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 čau. Ko sem te pustila, dobila nova sem krila. To je to, ne bom se vrnila, te do jutri bom pozabila. Ne, nisem se ujela, svobodna in vesela, drugam bom odletela. In ti zapela čau, 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 čau. Konec je in vozi čau, zdaj naprej sem čau. Pomaham ti in čau. In zato ti pravim čau, 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 čau.